drug odmor. Ampak, sedaj pa tista, lahko rečem, kar težko pričakovana okrogla miza, glede na to, da smo imeli poprej dve in da je prav o tej temi tudi tekla beseda, namreč odnosi z javnostmi, pogovor, komunikacija, kako to vse skupaj vzpostaviti, bilo je omenjeno tudi na izzivu. In prav lepo pozdravljam vse goste, ki ste tudi že sicer napisani, in pa vašo moderatorko okrogle mize, spoštovano Majo Čander, ki je tudi soustanoviteljica in pa kreativna direktorica podjetja Kreativna baza d.o.o., ki tudi skrbi ravno za tovrstno komunikacijo v javni upravi. Gospa Maja, vi boste idealni, torej, da povežete vaše goste. Iskrena hvala, da boste z nami delili vaša mnenja. Pa da slišimo, torej, res težko pričakovano okroglo mizo, kajti poprej so se vsi gostje ravno dotaknili tega. Odnosi, komunikacija. Izvolite. Najlepša hvala za prijazno predstavitev. Na tej okrogli mizi se bomo torej pogovarjali o odnosih z javnostmi v javni upravi, ki je izjemno široka tema. Zato se bomo osredotočili predvsem na tri pomembne vidike komuniciranja, ki so v teh časih ključni. To je komuniciranje v času družbenih omrežij, komuniciranje v času kriz in zaupanje v strokovno delo komunikatorjev. Upam, da vam bomo v tej uri odstrli vsaj nekaj pogledov na našo stroko, ki je tu, da vam olajša delo, spodbuja napredek in inovacije ter skrbi za vaš ugled. In ker se v zadnjih letih seveda sooča s številnimi izzivi. Živimo namreč v kompleksnem, nepredvidljivem in stalno spreminjajočem se svetu, ki mu vladajo internet in družbena omrežja. Zato bi vas, spoštovano občinstvo, najprej prosila, da dvignete roke tisti, ki imate enega od družbenih omrežij. Ali je to Facebook, Twitter, Instagram in ste na njih aktivni. Hvala lepa, vidim, da kar velika večina. Vsem tem, ki ste dvignili roko, čestitam, ker ste del 60% vseh ljudi na tem svetu, ki aktivno uporabljajo socialna omrežja, kar pomeni, da imajo svoj medij, preko katerega sporočajo, kar želijo, različnemu krogu ljudi. Danes namreč ne živimo več z mediji, ampak živimo v medijih. Preden začnemo današnji pogovor, bi vas želela povabiti... A bomo dali QR-kodico? Kje imamo QR-kodo? Tako, evo, to je to. Torej poskenirate z svojimi telefoni in tekom te okrogle mize odgovorite na res kratko, anonimno anketo, zato se nič ne bojte. Vaše odgovore pa si bomo ogledali na koncu te okrogle mize. In zdaj še predstavitev cenjenih gostov. Danes so z nami profesor dr. Dejan Verčič, vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, mednarodno priznani strokovnjak na področju odnosov z javnostmi in pionir te stroke v Sloveniji. Zraven njega sedi magistra Tadeja Kuhar, predstavnica za odnose z javnostmi Državne revizijske komisije in dolgoletna vrhunska PR-ovka z izkušnjami v javnem sektorju in gospodarstvu. Uršula Menih-Dokl je moja sodelavka, direktorica Kreativne baze, sicer pa dolgoletna, v preteklosti seveda, direktorica korporativnega komuniciranja v Gorenju, in pa ob meni Martin Bajželj, vodja sektorja za objavljanje podatkov in komuniciranje Statističnega urada Republike Slovenije in večkrat nagrajeni komunikator. Prva tema, ki se jo bomo lotili, je komuniciranje v času družbenih omrežij in bi najprej vprašala dr. Verčiča, kako se je področje odnosov z javnostmi spremenilo v zadnjih 10 letih, kakšni so trendi v komuniciranju in ali še potrebujemo komunikatorje, ko pa ima vsak že svoj medij? Šlepec. Torej, po mojem je vseeno potrebno vzeti malo daljše obdobje kot 10 let, to so 40 let. Jaz mislim, da
ko govorimo o komuniciranju, se je v zadnjih 40 letih zgodil obrat, ki je primerljiv samo z izumom premičnega tiska. Se pravi, to, kar se je zgodilo v 15. stoletju, z zelo zanimivimi posledicami, jaz bi rekel, je 15. stoletje in te spremembe, ki so se začele takrat, se trajale od praške defenestracije do konca 30-letne vojne in ni bilo lepo. Podobne spremembe se dogajajo danes nam. Začelo se je leta 1990, ko je Berners-Lee objavil s prvo spletno stran in smo lahko začeli dostopati do informacij na način, na katerega predtem ni bilo mogoče. Ta začetni del se je končal lani, ko je ChatGPT objavil svojo 4. verzijo. Se pravi, ChatGPT 4 je bila prva oblika umetne inteligence, pri kateri poprečno inteligenten zemljan, se pravi nekdo, ki ima IQ okoli 100, ni sposoben več razlikovati med tem, ali se pogovarja z računalnikom ali se pogovarja z živim človekom. Se pravi, ChatGPT 4 je opravil Turingov test. Trenutno uporabljamo tisti, ki smo na plačljivih verzijah ChatGPT 4o. Prihaja 5 že in tako naprej. Skratka, smo že preko faze, v kateri bi bili sposobni razlikovati govor. Zakaj je to pomembno? Stališče komuniciranja. Kaj se je zgodilo v tem času? Začela se je digitalizacija, ki je bistveno spremenila razmere v družbi. Do digitalizacije smo imeli relativno spoštljiv odnos do vse vrste avtoritet, ki izhajajo iz znanosti, če hočete do strok. Od te točke naprej se ljudje čutijo opolnomočeni, govori se o hiperdemokratizaciji, kjer imajo ljudje občutek, da njihova mnenja štejejo enako, kot šteje strokovno znanje. To smo v času koronske krize lahko živo opazovali. In ta digitalizacija spreminja odnos med znanjem in državljani na podoben način, kot se je spremenil odnos med, če hočete, katoliško cerkvijo tam po 15. stoletju in Evropejci. Vse, kar se je dogajalo z reformacijo in podobnimi zadevami, je imelo na ravni svetih resnic podobne posledice, kot jih ima zdaj na področju posvetnih resnic. Se pravi, danes vsakdo lahko pride do znanja o tem, kako narediti atomsko bombo. Želite narediti atomsko bombo, najmanjši problem. Želite narediti samomor, izberite si način, vso tehnologijo, kako to najlažje narediti, boste našli na internetu, brez problema. Skratka, ni več ničesar skoraj da, kar bi bilo mogoče obravnavati kot znanje, česar ni mogoče dobiti na internetu. In ljudje so zato dejansko postali na nek drug način opolnomočeni in se drugače obnašali. Se pravi, prva je bila digitalizacija. Druga zadeva, ki je iz tega sledila, je bila mediatizacija. Mediatizacija je spremenila razmere v toliko, da če skupaj se vrnemo tisti, ki smo dovolj stari, v svet pred letom 1990, pa ravno pridemo do tega, da je leto pred tem 89, padec Berlinskega zidu je temeljito spremenil razmere v medijih v toliko, da je tako na vzhodu, kot na zahodu Berlinskega zidu padel nek model delovanja množičnih medijev, kakršen je normativno vzeto še danes dominantni. Mi se vsi obnašamo, kot da to še vedno obstaja. To pa je izgledalo tako, če se spomnite. Imeli ste en RTV sistem. In to je bilo in na vzhodu in na zahodu, razen v zveznih državah, kot je Nemčija, ker smo imeli pač 3 zaradi tega. Celo Združene države so imeli samo 3, ABC, NBC pa CBS. Imeli ste en RTV sistem, radijske, televizijske programe, bolj malo jih je bilo, in vsi skupaj smo zvečer gledali ena in ista poročila. Kar je pomembno, naslednje jutro smo se vsi skupaj v službah in v šolah pogovarjali o isti realnosti, ker smo videli iste zadeve. Enako je bilo s tiskom.
če se spomnite. Tisk je bil zelo enostavno urejen v Sloveniji in paralelno v vseh drugih državah. Imeli ste Delo, uradna pozicija države, če hočete, imeli ste gor na Štajerskem Večer, v Ljubljanski kotlini Dnevnik, tam tu doli Primorske novice, ki niso bile sicer Dnevnik, in to je bilo stisko več ali manj to, kot neke revije ste dodali. Zelo enostavno svet. S tem svetom je tudi odnose z mediji bilo relativno enostavno upravljati. Pravzaprav se ni bilo treba, sploh ni bilo treba upravljati, v resnici niste rabili dobenih odnosov z javnostmi, zaradi tega, ker so se šef partije, šef vlade, pa še kdo usedli na rok partije, pa se zmenili. In mediji so to furali. To je bila ista ekipa, ki se je več ali manj v krogu skakajala. Tako da medijski sistem je do tja bil zelo enostavno. Pride, če se spomnite, najprej je prišla satelitska televizija. Smo vsi nekaj satelite skladili. In naenkrat niste več imeli enega ali pa dveh kanalov, ampak smo imeli 50 ali pa 100. Potem je prišel kabel. Prišla kabelska televizija, pa se je še dodala. Na koncu je prišel internet. Zdaj pa je tako, mi še vedno imamo v Ljubljani nek RTV sistem, ki zaposluje skoraj 2000 ljudi, ima blazno tehnologijo. Če se spomnite, v starih časih ste rabili, zato je bil tudi Cankarjev dom tako narejen s svojim tiskovnim središčem, ste povabili blazno težko mašinerijo za to, da ste vi neke televizijske prenose delali. Zato, da je televizija delovala, ste potrebovali oddajnike in zveze. Se pravi, nek cel repetitorski sistem. Potrebovali ste državna dovoljenja za to, da ste radijski spekter lahko uporabljali. Skratka, med televizijo je bilo včasih znanost, tako rekoč, znanost vladanja. Enako je bilo s časopisi. Jaz sem še dovolj star, da se spomnim, ko je zadnja Delova tiskarna bila odprta. Tisti, ki ste dovolj stari, so se spomnili, da je to bil dogodek na ravni odpiranja nuklearke. To je bilo blazno drago in vsi so prišli, šef vlade, partije, vsi ta veliki direktori so prišli, tiskarna se odpira. Zdaj pa, kaj pomeni mediatizacija? Vse to, za kar ste potrebovali prej desetine in desetine milijonov evrov, blazna državna dovoljenja, stotine in tisoče zaposlenih, vse to danes naredite s tem. To je vse, kar imamo. In lahko imate svojo televizijo, svoj radio, svoj časopis in lahko s tem počnete, kaj hočete. To je pomembna zadeva pri mediatizaciji. Kar je ta mediatizacija naprej prinesla, da ljudje, ki so se začeli s tem igrati, tako imenovani blogerji, so v nekem trenutku ugotovili, da postajajo tako pomembni, da lahko svoja mnenja začenjajo zaračunavati naročnikom. In dobili ste kasto tega, kar danes imenujemo influencerji. Influencerji imajo v medijskem prostoru zelo pomembno vlogo, oziroma ti blogerji so imeli zaradi tega, ker so vzpostavili nek prostor, ki je zunaj zakona, da se razumemo. Zakaj je to pomembno? V Združenih državah Amerike so na začetku pojava interneta sprejeli, oziroma v en zakon vpisali, da lastniki medijskih platform ne odgovarjajo za vsebine. To je bilo zelo pomembno, ker s tem je bila omogočena inovativnost. Ker lastniki niso se rabili ukvarjati s tem, kaj jim bedaki pišejo, so lahko bolj inovirali. Rezultat tega je bil, da je ta inovativnost pravzaprav prešla v to, da si ti lahko zunaj zakonsko neregulirano v resnici začel obračunavati to, kar objavljaš. Dobili ste zdaj še drug del tega, da so lastniki teh platform začeli odkrito te platforme uporabljati v politične namene, kar se s klasičnimi mediji ni počelo. To vidite danes pri Elonu Musku, recimo X-u. Ampak s tem, ko so se začeli vsebine obračunavati, so postali tradicionalni mediji ljubosumni, imeli so tudi finančne težave in so enako začeli prodajati svoje vsebine. Nihče ni pripravljen se tem odkrito v Sloveniji pogovarjati, ampak vi danes lahko v klasičnih medijih zunaj zakona, tako rekoč, kupite več ali manj vse. Zakon pravi, povprečen bralec ali gledalec ali poslušalec mora biti sposoben razločiti, ali gre za uredniško objavo ali gre za plačano objavo. Jaz trdim, da nas tukaj ni v tej dvorani, ne vem, če 10 ljudi, ki je sposobno prepoznavati, kaj vse je plačano v večini slovenskih medijev. Na digitalnih platformah, če doktorirate, boste razne male znakce najdli. Vsak medij ima drug znak, drugo ime za to, kar je plačano. Moja poanta je,
Mediji nimajo več niti tega klasičnega razlikovanja med oglaševanjem in uredniškimi vsebinami, ki so včasih obstajali. Se pravi, to je druga velika sprememba, ki se je zgodila. Potem sta pa še dve, po mojem, pomembni. Prva je, prišlo je do opolnomočenja zaposlenih, ki so postali najpomembnejši, kot se temu v slovenščini lepo reče, odbiratelji, gatekeeperji v angleščini, ki odločajo o tem, kaj se organizacija govori. Včasih so to bili uredniki in novinarji. Danes so to v resnici zaposleni, ker lahko na družbenih omrežjih diktirajo tempo predstavljanja neke organizacije. In zadnja zadeva, ki se pravkar dogaja in s katero se tudi, po moje, ne znamo najboljše spopada, s tem, da statistični urad je s tem tukaj še briljantni, v primerjavi z ostalimi, je pa vizualizacija. Mi živimo v neki dobi, kjer se besedna civilizacija končuje, če hočete. Mi smo besedna civilizacija, zahodna družba. Lahko gremo še nazaj, če hočete, pa se ukvarjamo s tem, na začetku je bila beseda, ampak dejstvo, od tistega trenutka naprej smo prišli do tiskanih knjig, je vse, kar je, vsa avtoriteta je pravzaprav utemeljena na zapisane. Zakoni so zapisani v Evropi in se na njih sklicujemo. Vse znanstvene resnice so zapisane in zaradi tega jih lahko preverjamo, falsificiramo in tako naprej, vse zapisano. Mi pa zdaj prehajamo v resnici v vizualno kulturo. Naši mladiči, generacija Z, ne zna več brati. To so ljudje, ki ne berejo. Ne more, tudi pisni niso. Tudi slovensko ne govorijo več. Vedno slabše, da. Ampak dejstvo je, ne vem, če ste opazili, večina fakultet je ukinila pisanje diplomskih nalog. Večina sem rekel sem večina. Zato sta dva preprosta razloga. Prvič, ker je to strašno duhamorno početi študenti, ki ne znajo pisati večinsko, in drugič, ker jim tak pri tem pomaga zdaj že umetna inteligenca. V resnici dajo računalniku, da jim napiše, če so pametni, rečejo računalniku naj v angleščini naredi, pa rečejo, zdaj pa to prevedi v slovenščino, in so porabili točno 5, 6, 7 minut, zato da so naredili zelo dobro nalogo. Če malo trikov obvladajo, so sposobni se rešiti tudi tega, da bi strojni iskalci umetne inteligence prepoznali, da je bilo napisano z umetno inteligenco. Ampak dejstvo je, to je generacija, ki komunicira vizualno. In zato recimo, jaz, ko sem starejši, smo še na nekih Facebookih, LinkedInih in podobnih zadevah, moj sin nima pojma, kaj je to, ga ne zanima, pa hčerka, že Instagram deluje zastarelo, pa je že popolnoma vizualni medij, TikTok je pa zdaj že približno tam, in to, kar je za TikTokom še že prišlo. Skratka, prišlo je še do tega vizualnega obrata. Hočem reči, v zadnjih 40 letih, lahko vzajmo 55, točno toliko, kot imamo to državo, se je pravzaprav cel svet postavil na glavo. To ni nekaj, kar se je nam zgodilo. Cel svet se je postavil na glavo. Mi pa v resnici se ves čas obnašamo, kot da smo še vedno v 20. stoletju, in če gledate rešitve, ki jih posamezni družbeni podsistemi zahtevajo, več ali manj zahtevajo, kako bi se vrnili nazaj v 50. ali pa 60. leta, 70. prejšnjega stoletja. In to je problem. Hvala lepa. Eno vprašanje še imam, glede na to, kaj se je vse zgodilo. Zdaj ste zelo lepo orisali cel ta lok, čeprav se mi zdi, da vseeno v zadnjih 15 letih mogoče res največja revolucija na področju komuniciranja. Kako naj se temu prilagodi javna uprava, ki je konzervativen sistem, počasen sistem? Prej ste govorili o nekih Snapchatih, marsikdo iz javne uprave še niti na Facebooku ni. V javni upravi se da narediti in je v posameznih segmentih bilo zelo dosti narejeno. Jaz celo nekaj drugega. Jaz mislim, da problem, ki ga imamo v tem trenutku v Sloveniji, zdaj ne vem, če lahko povem, kdo mi je to povedal, ampak ne vem, če veste, v tem trenutku v Ljubljani potekajo panični sestanki na najvišjih ravneh
vladnih komunikatorjev in kar je ljudi, ki sodijo okoli njih, zaradi tega, ker bo v kratkem objavljeno, mislim, da še ni bilo, najnovejše poročilo OECD-a o zaupanju državljanov v institucije. In na tem pogled OECD-a, v pogledu OECD-a bo Slovenija tako nizko, da obstaja v vladnih krogih panika. Skratka, sodimo med najslabše države. To je trend, ki ga že dlje časa v resnici spremljamo. Pada zaupanje ljudi v praktično vse institucije. To je tudi razlog, zakaj imamo kup problemov, s katerimi se soočamo v različnih delih javnega sektorja, ne nujno v sami državni upravi, ampak to, kar se dogaja z kloftanjem zdravnikov v zdravstvu, s kloftanjem učiteljev v šolstvu, s kloftanjem policistov, ki ga zdaj že doživljamo in tako naprej, to je posledica izgube zaupanja v institucije države. Ljudje začenjajo živeti mimo države, oziroma jih država spravlja v veliko frustracijo. Jaz imam neko osebno observacijo, ki bi zvenela približno tako. Ko smo to državo nadlili pred, se pravi, tam v 90-ih letih, smo imeli neko jedro državnega uradništva, kjer je bilo precej močnih državnih uradnikov, ki so znali tudi ministre poslati in ki so svoje zadeve peljali ne glede na ministre. Meni se od vseh erozij, ki jih doživljamo, zdravstvenega, šolskega in tako naprej, zdi erozija, ki jo doživljamo v javni upravi, najhujša. In stopnja politizacije, ki jo doživljamo, v tem smislu, da politiki lahko voluntaristično posegajo v življenje države, se mi zdi precej tvegano. Jaz mislim, da zaradi vseh teh širših družbenih sprememb, bi še celo serijo lahko drugih našteli, ampak pogledajte, samo 3 kratke še. Mi živimo de facto ne več v postmoderni, ampak v hipermoderni družbi. Družbene pospeški, to vsi mi živo doživljamo. To praktično ničesar več ne dogaja. Ampak kaj se zdaj v tej hipermoderni zgodilo? Mi smo vsi postali hipernarcisi. Mi smo vsi, ne samo Donald Trump, America first, mi smo vsi skupaj me first. In mi se v tej obliki me first, skratka najprej jaz, potem pa vse drugo, obnašamo v vseh sferah družbenega življenja. Mi, ko gremo danes, če hočete, v javni zdravstveni sistem, včasih je bilo jasno, obstaja neko javno zdravje, obstaja neka cepljenja, zaradi katerih otroke treba cepiti in tako naprej. To je danes več ali manj, vsaj v teh zgodnjih družbenih slojih šlo. Če obstaja nevarnost, da stranske posledice z 0,0003, jaz svojega otroka ne bom več cepila, zaradi tega, ker je večina precepljena, pa rizik naj ostane drugim, jaz bom pa na zidu. Skratka, ta hipernarcisizem, ki se med drugim kaže v družbenih omrežjih, danes si lepo novo, ravno profilno sliko objavila svojo, skratka, vsi mi se ves čas ukvarjamo, ko zgledamo. Kdorkoli ima profil na družbenem omrežju, bodite pošteni, vsi skupaj se ukvarjate tudi s tem, kako zgledate na fotografijah, ki jih objavljate. Vsi skupaj poskušamo sami sebi živeti. Hipernarcisizem. Lepo, da si opazil. Hiperdemokratizacija, kjer ljudje imajo non-stop neko strašno mnenje. In na koncu imamo še hiperpotrošništvo, ki se v javni upravi de facto kaže tem, da se ljudje do javne uprave obnašajo kot potrošniki. Kot imam jaz imam študente, ki so po novem uporabniki mojih storitev, oziroma moji kupci. Kar pomeni, oni zdaj mene ocenjujejo, ne samo jaz njih. Verjemite mi, da to spreminja dinamiko na univerzi. Ker če jaz sem odvisen od ocen mojih študentov, jaz znam te ocene imeti dobre, če želim. Samo ali je to družbeno pametno, pa nisem povsem prepričan. Enako se postavlja vprašanje pri delovanju javne uprave. Jaz mislim, da bo država morala stopiti malo na stran. Zdaj imamo problem, kdo je zdaj ta država, seveda. Mi bi potrebovali, da se stopi malo stran in se temeljito razmisli,
kakšno državo v resnici želimo v naslednjih 5, 10, 15, 20 letih. In ta bo temeljito drugačna, zato vsi skupaj drugače želimo. Nekatere zadeve, ki so bile zelo enostavne, so nas blazno polnomočne. Recimo, jaz ne bom nikoli pozabil, meni se še vedno zdi Virant največji genij te državne uprave, ker mi je omogočil teritorialno nepristojnost za celo vrsto upravnih storitev, ki sem jih lahko začel upravljati kjerkoli. Kar pomeni, jaz ne rabim tam v Ljubljani v vrsto stati, ampak grem nekam in lahko uredim. Z digitalizacijo je marsikaj od tega mogoče narediti. Mi bi morali iti nazaj in začeti nekatere zadeve vleč ven iz teh modelov, ki izhajajo iz 20. stoletja. In tukaj bo komuniciranje ključno. Ker enostavno, preprosto povedano, načela dobrega vladanja OECD-ja, država mora biti odgovorna, država mora biti pregledna, država mora biti odprta. Nič od tega se ne da početi brez komuniciranja. In zaradi tega, če javna uprava in vlada znotraj nje, spet bom samo en digresija to pa reči. Mi smo pred 20 leti se v tej državi ukvarjali in je prišlo do dogovora in občega soglasja, da komuniciranje v vladi in javni upravi obstoja empirično na dva načina. Obstajajo profesionalni komunikatorji, ki so državni uradniki, in direktor urada vlade za komuniciranje je najvišji državni uradnik na področju komuniciranja. Skratka, država za delovanje svojih funkcij potrebuje profesionalce. Ti profesionalci morajo enostavno, tako kot državni uradniki na katerikoli drugem področju, iti skozi svojo karierno pot. Nekaj drugega so pa komunikatorji, ki so zaposleni na zaupanje, si jih pripeljejo ministri in naj si jih odpeljejo po greju. In tam lahko pripeljejo novinarje, naj si imajo svoje novinarje, ampak mi smo pa prišli v nek šmorn, v katerem več ne ločimo, kaj so profesionalci in kaj so ljudje na zaupanje. In zaradi tega komunikacijska funkcija države, razen v nekaterih redkih segmentih, ki imajo to srečo, da se mogoče vlada ne tika preveč v njih, enostavno doživljajo erozijo v zadnjih 20 letih. Komunikatorjem šele nihče ne zaupa, zaradi tega, ker se od njih pričakuje, da samo farbajo oči. Medtem ko je komuniciranje samo ena izmed jedrnih funkcij delovanja države. In tu je ta resen problem. In dokler se mi ne vrnemo nazaj, ne rečemo spet, potrebno je zaščititi profesionalno medijo, spostaviti resno delo na tem področju, ne bo dobenih rezultatov. Hvala lepa. Lep primer je zelo uspešen primer, tudi večkrat nagrajen, je primer komuniciranja našega statističnega urada, katerega predstavnik je gospod Bajželj. Pa me zanima, kaj je vaša skrivnost, da tako uspešno komunicirate s svojimi javnostmi na različnih platformah? Skrivnost je, da ni skrivnosti. To zelo pomaga, se pravi transparentno delovanje, neka iskrena komunikacija, ampak vsekakor je pa teh dejavnikov kar zelo veliko. Zdaj, če kar nekako probam iti skozi vse to, kar smo mi zgradili zdaj zadnjih 10 let, recimo na družbenih omrežjih, definitivno ima velik pomen to, da imamo stabilno ekipo, ki se zaupamo med sabo, imamo zaupanje top managementa, ves ta čas, ki nas podpira pri temu, nas usmerja, skupaj delamo te usmeritve, ampak ko pa gre za dejansko operativo, imamo pa tukaj tudi mi svobodne roke, da to upravljamo in delamo na način, ki se nam zdi najbolj primeren, se pravi po teh skupaj dogovorjenih usmeritvah. Pomembno se mi zdi tudi to, da imamo zaupanje vseh sodelavcev, ker pač mi komuniciramo naše delo, delo statističnega urada, se pravi vseh 300 zaposlenih, ki tam dela. To sprejemamo še s toliko večjo odgovornostjo. Kar se mi pa zdi, da nam je v zelo, zelo veliko pomoč, je pa ravno to, da imamo mi, da smo del nekega sistema, ki imamo pravimo statistični sistem, slovenski statistični sistem in nekaj, ki je še širše opet v evropski statistični sistem. In to se že sliši tako zelo grozno in strogo. In tudi je, mi imamo
res toliko enih pravil, ki pa smo jih naštudirali, jih upoštevamo ves čas, ko komuniciramo in znotraj tega smo našli eno pot, po kateri pa lahko mi nekako učinkovito tudi komuniciramo s širšo javnostjo. Po drugi strani smo pa potem prek družbenih medijev sprejeli tudi pravila igre tam. Spravi, mi imamo ves čas to zavedanje, ker še zdaj vidimo, da se marsikdo napačno tega loteva. Spravi, družbeni mediji, to so platforme za komunikacijo. Mi smo se tja prišli pogovarjati, mi nismo prišli tja samo nekaj objaviti, kar je pač tisti dan na naši agendi. Tako da, velik del tega je to, da znamo poslušati, kaj se dogaja zunaj okrog nas. To je tudi ena taka velika razlika, ki smo jo naredili recimo v zadnjih 10 letih. Prej smo imeli po našem procesu točno določene datume, kdaj bomo mi nekaj objavili in to je bilo to. Zdaj pa gledamo, o čem se pogovarjajo ljudje, kater dan je, praktično vsak dan je dan nečesa in če imaš ti nekak peskovnik z milijardo podatki, se lahko navežeš na katerokoli temo. In to so lahko dnevi zelo bizarni, kot je na primer dan brisače, pa je to en najbolj popularnih dnevov na bivšem Twitterju, oziroma zdajšnjem X-u, ali pa kakšni malo bolj resni dnevi, kot je praznik dela, dan samostojnosti, dan državnosti in tako naprej. Ja, vedno izhajamo iz sebe, se pravi, kako se mi lahko na neko stvar navežemo z našimi statističnimi podatki. Zdaj, ko sem omenil vso to podporo, ki smo jo imeli znotraj, ki smo jo tudi skupaj gradili, to se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker smo tudi zelo velikokrat kakšno napako naredili. In iz teh napak, jaz mislim, da smo se zelo veliko naučili. Pač, ko greš ti na družbena omrežja, ti del neke kontrole zgubiš. In je treba eksperimentirati in to, če te bo eden takoj po prstih, ko bo nekaj šlo narobe, je proces. Kaj je največji strah na družbenih omrežjih? Da boš deležen nasilne komunikacije, nesramnosti, da se boš osmešil? Vi zelo, zelo dobro vodite komuniciranje z ljudmi, ki se vam odzovejo v komentarjih. Kako filtrirate, kako rešujete nasilno komunikacijo, ki je vsaj po raziskavah sodeč eden večjih izzivov, komunikatorjev v Evropi in po svetu. Kako komunikatorji se danes bojijo vstopati v dialog na družbenih omrežjih z uporabniki? Zdaj, tako kot sem rekel, mi smo se res tja prišli pogovarjati. In če se greš ti pogovarjati, ljudje pričakujejo takojšen odziv. In mi nekako lahko zagotavljamo to hitrost, da se hitro odzovemo. Če je kritika, če je kolikor toliko konstruktivna, tudi če vemo, da je to nekdo, ki ima zadaj neko agendo, ampak če je vprašanje konec koncev na mestu, ali pa kritika, ali pa kakor, mi poskušamo na to odgovoriti. Dokler je na neki ravni, kulturni, bomo mi odgovarjali, dokler bo treba. Zdaj drugače, če govorimo res o nekih tolih, je to samo mimo grede, ampak generalno gledamo, pa mi tega niti nimamo veliko. Samo, tako kot sem rekel, moram še enkrat pohvaliti ves ta sistem, ki je zadaj za nami, ker mi smo samo čist na koncu te verige. In mi vsakmu lahko postrežemo, vi temu ne verjamete, ne zaupajte, poglejte, tukaj imamo mi vse transparentno prikazano, kako smo do tega prišli, kako si lahko to razlagate, preberite si, lahko spovabimo k nam, pa vam bomo pokazali, kako se to izračunava. In to v večini primerov je dovolj. Ampak to, kar ste omenili prej, podpora vodstva, podpora odločevalcev je ključna za dobrega komunikatorja. Brez podpore šefov težko deluje. Ja, sigurno, mislim. Ta podpora mora ostati. Sej, drugače ne moreš, ampak širše, ne samo podpora vodstva, tudi podpora znotraj službe, tudi ostalih sodelavcev. In to nekako upam, da smo zgradili skozi leta. Sej, to so kar počasni koraki, ampak jaz pravim, da je to tek na dolge proge in ljudem je treba pokazati, da neka stvar res učinkuje, preden boš to spremembo lahko ti uvedel. Zato tudi mi ves čas res prizadevamo, da tudi izmerimo uspeh naše komunikacije. Da ves čas spremljamo te povratne informacije, vse metrike možne, ki jih imamo na voljo, zbiramo skupaj, damo nazaj ljudem, poglejte, to so odzivi, to so, sama metrika, ki jo dobimo in včasih tudi na ta način znotraj gradimo neko zaupanje.
Ampak bilo je obdobje, ko ste morali peljati tudi krizno komuniciranje, to je obdobje COVID-a, kjer so bile marsikatere oči uprte v statistični urad. Kako ste doživljali tisto obdobje? Ja, zdaj ne bi rekel, da so bili ravno neki blazni pritiski. Takrat na nas od zunaj, seveda je pa takrat se blazno povečala potreba po podatkih, ne, v času COVID-a. In pa povečala se je potreba po tem, da so podatki na voljo takoj, spravo hitrost tega. Tako da tudi to obdobje COVID-a za nas na nek način je bilo lahko pozitivno, ker takrat smo naredili marsikakšne premike, ki so pa zahtevali skoke nekakšnih počasnih korakov. Smo pa tudi mi, sigurno vsaj na 3 frontah smo se takrat borili, se pravi, najprej vse naše ljudi, naše sodelavce spraviti v nek drug ritem komunikacije, od doma na neke spletne platforme, Teams, Zoome in tako naprej. In tukaj se je tudi poznala, kak je bil nek dokaz te pripadnosti ljudi, ki delajo pri nas, koliko so bili oni pripravljeni odzvati pa prilagoditi. Potem druga stvar je bila komunikacija s tistimi, ki nam sporočajo podatke, se pravi dajalci podatkov. Tukaj smo mogli res pokazati eno raven fleksibilnosti, pa po drugi strani moram pa tukaj to našo usmeritev, ki traja že desetletja, se pravi, da smo zelo administrativno usmerjeni, kar pomeni, da uporabljamo v čim večji meri neke vire, ki že obstajajo. Konkretno je teh administrativnih zbirk, ki jih mi uporabljamo že več kot 200. In zaradi tega mi lahko razbremenimo in ne rabimo v tako veliki meri tistih, ki nam morajo neposredno sporočati. Na koncu pa seveda potem še komunikacija z našimi uporabniki. Tukaj smo pa zelo hitro videli, kako velike so potrebe po teh podatkih, zato smo zelo hitro naredili vsebinsko področje COVID-19, kamor smo pač objavljali vse podatke, ki so vsaj malo imeli povezave s COVID-19. Hvala lepa. Gospa Kuhar, vas bi pa, se pravi, vi ste predstavnica za odnose z javnostmi Državne revizijske komisije, to že ime je strašno. In dejansko večinoma komunicirate z novinarji. Ja. Kako se je v zadnjem času to spremenilo, če se je spremenilo? Tradicionalni mediji po vseh raziskavah izgubljajo na vplivnosti, na pomenu, v ospredje prihajajo družbena omrežja, ampak za vas očitno še ne. Ja, res je. Pri nas na Državni revizijski komisiji se je res, bom rekla, malo manj, kaj da je rekel, 10 letih, v bistvu skoraj v 5 letih močno spremenilo, vsaj do leta 2019 z mojim prihodom organ, samostojen neodvisen državni organ, sploh ni imel v bistvu PR-ovcev oziroma komunikatorjev. Kaj se je zgodilo, kako je to možno? Ja, to morate predhodne predstojnike vprašati. Pač sedanji predsednik, ko je nastopil mandat 2019 junija, je prvo, kar je bilo v bistvu ena izmed prvih resnih takih nalog, pač so v bistvu vzpostavili razpis za praktika za odnose z javnostmi. Tako da v bistvu jaz sem se prijavila, res sem prihajala v bistvu kilometrino, tako kot ste že sami povedali, iz gospodarstva, bila sem tudi predstavnica za odnose z javnostmi v policiji na generalni policijski upravi, dolgoletne pač izkušnje, tako kot je tudi Dan prej povedal, v bistvu res karierna strokovnjakinja s področja odnosov z javnostmi in sem našla v bistvu nek izziv, ker sem pač šla pogledat v bistvu Državna revizijska komisija, če so kdaj tudi kakšna služba za odnose z javnostmi, če že obstajala, ni bilo, sploh v bistvu nobenega zaposlenega z tega področja in sem rekla, mogoče pa res to izziv, ker šla sem malo pogledat spletno stran, različni logotipi CGP, da se ne omenjam pač eno delo, oziroma eno obliko, sem rekla, mogoče mi pa res to predstavlja nek izziv, da bom vzpostavila v bistvu odnose z javnostmi oziroma z vsemi deležniki, ne samo z mediji. Sem se prijavila, sem bila izbrana z 34 kandidatkami, kandidati, moram povedati res preko razpisa, naš organ je res podrobno gledal, ne samo Računskega sodišča, stalno imamo neke inšpekcije, tako da tudi tukaj se na ta razpis se pač bile neke prijave, ampak vse je bilo BP storjeno, tudi Računsko sodišče nam je 2 leti nazaj izdalo pozitivno mnenje, kar je v bistvu za državno institucijo zelo redka ocena, tako da v bistvu res vsi postopki se trudimo, da so zakoniti pa transparentni. In ko sem pač prvi dan, ko sem stopila v službo, sem videla, da tudi v bistvu klipinga ni bilo in to prvo, kar je bilo, smo vzpostavili kliping, se pravi prvo neko orodje, da se lahko sploh komunikator sploh vidi, kaj se v njemu spremlja, kaj se spremlja pač v odnosu do institucije, se pojavlja v medijih.
Tako da v bistvu res je, Državna revizijska komisija je zelo v bistvu rigiden organ. Ne. V bistvu lahko bi ga primerjali z nekim sodiščem, ne, ki smo v bistvu kot nek tribunal, Trošanski senat sprejema odločitve, sicer je 7 funkcionarjev, ki se imenujejo po vrstnem začetnicah imenkov. Tako da v bistvu izdajamo odločitve, sklepe, kot v bistvu sodbe, če bi lahko tako prevedali. Tako da v bistvu naše, bom rekla, odločitve včasih so res zelo duhomorne, ne vem, izgradnja šolske telovadnice, prevozi recimo otrok zdaj v tem času, ki so pač, se začne šolsko leto. Imamo pa tudi zelo, zelo odmevnih projektov. Vemo, da v bistvu pred časom, ravno tako 2019, projekt Karavanke, zelo medijsko odmeven. Ja, kaj je v bistvu k temu, mislim, bom rekla, nekako botrovalo k temu, ker ni bilo komunikatorja, profesionalca. V bistvu takratni predsednik je bil vabljen različno soočena tudi na Tarče, ena taka res močna v bistvu vsebinska tarča, takrat v tistem času potekala ravno pač izgradnja Karavank, Karavanškega predora in v bistvu, ker ni imel komunikatorja, niso imeli klipinga, v bistvu nobenih objav, niso mogli zaznati, kaj se v njih piše oziroma govori, je v bistvu bil nemočen, a ne? V bistvu prav v odnosih z mediji je bil v bistvu nek polom takrat na tisti tarči doživel, tako da v bistvu ni pač nekako prenesel pritiska in je tudi odstopil. Se pravi, še potem, ne? Potem, ko se je to zgodilo, so ugotovili, da rabijo PR. Ja, mislim, tako nekako bi se lahko razložili, no, v tistem času se pravi ni bilo, ampak kar sem v bistvu tako izvedela od drugih oziroma iz medijev. In v bistvu, ja, zelo pomembno je, da imaš ti v bistvu pokrite strani komunikatorja, pač pokrite te vse odnose, ne samo z mediji, tudi z ostalimi deležniki. DRK komunicira tudi občutljive podatke. Ja. Kako je s tem? Kaj smete, kaj ne smete, na kak način se to podaja javnosti? Občutljive podatke, v bistvu tako bom rekla, zdaj sem se hotela še malo navezati na to, koliko smo v bistvu pomemben organ, koliko je tudi pomembno, da dajemo informacije ven transparentno, v bistvu zelo hitro, se pravi ažurno. Mi smo v lanskem letu rešili 171 zahtevkov za revizijo v vrednosti 1,8 milijarde evrov. Predtem, leto 2022, 10 manj, 161, od tega je bilo 4,5 milijarde vrednosti zahtevkov za revizijo. Se pravi, da zahtevki za revizijo, ki prihajajo k nam, imajo res ogromen pomen, ker to v bistvu gre za davkoplačevalski denar, to gre v bistvu za investicije države v neke, pač, ali je to gradbeništvo, ali je to medicina, oziroma različne storitve. Ne. Tako da v bistvu pri nas občutljivi podatki so takrat občutljivi, dokler imamo mi zahtevek za revizijo v obravnavi. Ne. Razni interesi so bili predčasno, seveda, vedno so se neki politično tudi hoteli neki pritiski izvajati, razni lobiji, sploh v gradbeništvu so zelo znani. Zdaj ne vem, kako je bilo prej, no, pred mojim prehodom, zdaj s tem predsednikom vem, da imava zelo, res bom rekla, profesionalni, dober odnos z novinarji, tudi zdaj v bistvu razumejo to temo, ne, prej v bistvu praktično ni noben se s tem ukvarjal, niti jih ni pač mogel nekako, ne vem, da bi se sploh pogovarjali o tem, kaj je javno naročje oziroma kaj sploh naše zahtevke za revizijo so. Dostikrat so nas tu zamenjevali za revizorji, za računskega sodišča, pa kaj sploh ta organ dela, je to računsko sodišče, te nekje revidira. Ne, mi nič ne revidiramo, mi rešujemo zahtevke za revizijo, ko se pač reče, mogoče malce neposrečeno ime, ampak v bistvu z področja javnega naročja mi smo organ pravnega varstva, se pravi vsi razpisi javni, ki so pač nekih javne institucije objavljajo, seveda so podvrženi tudi pač nekemu pravnemu varstvu, tako da lahko v bistvu pri nas tudi iščejo recimo neki ponudniki, ki mislijo, da je bilo kršeno načela javnega naročanja, vložijo zahtev za revizijo in potem pač mi odločamo o tem, ali je upravičeno ali ne. So pa občutljivi podatki, seveda, dokler ne pridejo te zadeve v javnost. Mislim, dokler niso javno objavljene odločitve oziroma sklepe. Do takrat pa pač mi moramo to varovati, te skrivnosti, sploh v res občutljivih zadevah, kot je bil recimo drugi tir. Velika finančna sredstva so bila v igri, tudi evropska sredstva so igrala pomembno vlogo zaradi pač tega, ali bo se projekt izvedel do konca v tem času. Kot vemo, evropska sredstva so vezane na neke terminske plane in je bilo treba tle v bistvu res, bom rekla, veliko zaupanje, tako kot že prej Martin se navezal, veliko zaupanje med člani senata, med ostalimi funkcionarji in pa seveda tudi javni uslužbenci oziroma svetovalci, ki pač pomagajo oziroma sodelujejo pri pripravi teh odločitev. Nenazadnje je še tukaj so tudi odvetniške družbe, ki zastopajo recimo različne vlagatelje in interes je bil močen, kdo bo zdaj to dobil posel, ne.
Tako da je bilo treba tle v bistvu nekako spostaviti z mojim prihodom, sploh v bistvu jaz sem prej bila v drugi branži, a ne, sem bila drug krog novinarjev, tle pa spet neki specifični novinarji, ki spremljajo v bistvu ne samo javno naročanje, vse ostale tudi teme, ne, ker pač imamo v bistvu res tako odlično pravno znanje. Da sem jim sploh razložila, kaj sploh je to javno naročje, oziroma kaj se mi s čim se sploh ne ukvarja. No, to se mi zdi zanimivo, ta relacija med vami in novinarji na tem delovnem mestu, ko ste vi dejansko morali novinarjem razložiti, s čim se ukvarjate. Bili ste pa prej predstavnica za stike z javnostmi na policiji, vemo pa, da so PR-ovci policije eni najbolj obleganih strani novinarjev. Tako da je tukaj malo zamenjena vloga. Zamenjena vloga, tudi najprej sem sploh morala spoznati, kje novinarji sploh spremljajo, oziroma ne spremljajo. Če sploh spremljajo, ne. Tako da sem Vi ste jih morali navdušiti, da so začeli spremljati. Bravo, točno to. Skozi case, ne, skozi naše pač dnevne projekte medijsko, ne, sem v bistvu sploh zaznala, to sploh se spremlja, šla sem na uredništvo, seveda sem se povezala z uredniki, recimo sploh finance, sploh ni bilo v bistvu nekega interesa, ne, recimo Simona Toplak kot glavna urednica rekla, pa teda jaz, ne vem, to imam premalo novinarjev, ne vem, veš, to vi imate take nišne zadeve, to, mislim, ne vem, sploh ni interesa, da bi to spremljala, kako ni interes, če je 4,5 milijarde evrov, recimo leta 2022. Ja, to bi bilo nelogično, finance pa sploh mediji, ki pa ne bi bili pa v prvi vrsti, v bistvu, da ne bi nekaj prečesavali v bistvu porabo javnega denarja. Ne. Tako da sem pol skrila seveda svojo bazo teh novinarjev, moram res povedati, da imamo odličen odnos z njimi, oziroma jaz tudi predsednik, sva oba pač odprta, tudi predsednik, kadarkoli ga lahko tudi pokličajo, njegova javna, mislim, telefonska številko, dam tudi novinarju, tako da ni problema, sicer vedno preko mene, ne vem zakaj, mislim, najprej bomo tebe poklicali, pa še predsednika, če ti ne boš, ti tako vse veš, ne, tako v tem smislu, tako da res tudi vsako leto jih vabila konc leta, tako da v bistvu ne tak pogovor, tako da transparentnost, odprtost, zaupanje, pa seveda taki močni medijski, mislim, bom rekla, zanimivi z tega vidika, koliko denarja je vloženo, recimo pa tudi konc koncev, recimo področje recimo nabave zdravila, ne, to pač pri nas še to ni regulirano, ne, imamo ogromno zahtevkov za revizijo z področja, tudi strani občin, recimo, kakšnih lekarn teh, ne, ki imajo recimo koncesijske dejavnosti, v bistvu celo to področje bi morala država urediti, se zdaj imamo tudi eno zadevo na sodišču EU, ravno občina Benedikt, naročnik, gre tudi za dobavo nekih zdravil, tako da zdaj to bo zelo procesno zanimivo, so tudi že ostale države članice, pač zelo budno spremljajo to razpravo, bomo šli mi tudi v Luksemburg, na to obravnavo, kako se bo to zdaj v bistvu pri nas razrešil ta problem. Tako da teme zelo zanimive, občutljive pa v bistvu po tej strani, da ne smemo pač, oziroma ne sme informacije preden prideti vam tako, kot recimo v sodišču kakšne sodbe. Hvala lepa za to vaše izkušnjo. Uršula, Kreativna baza ima bogate izkušnje na področju komuniciranja v javni upravi za zavode, predvsem z področja kulture in tako naprej. Pa me zanima, kako ti kot dolgoletna komunikatorka, ki si v tem poslu že res dolgo vidiš izzive komuniciranja danes, kje so spremembe, kje so trendi, kam gremo? Najprej, ko so bilo rečeno, da bojo na 31 dnevih slovenske uprave prvič govorili o komuniciranju, sem pač pomislila na to, da seveda zdaj so pa v krizi, ker PR-ovce vedno pokličejo čisto na koncu. To se v vseh inštitucijah dogaja, takrat, ko je že vse šlo narobe, pa rečejo, zdaj bomo PR-ovci rešili zadevo. To se seveda ne zgodi, ker tudi mi nimamo čudežne palčke, ampak pač poskusimo narediti, kar se v tistem trenutku da narediti. Jaz upam, da pač uprava še ni tako globoko, čeprav smo prej slišali, da vlada kar precejšno nezaupanje do uprave. Tukaj pa sem spet najdla eno povezavo z nami PR-ovci, ker tudi PR-ovcem velikokrat ne zaupajo. Mogoče tudi zaradi tega, ker mislijo, da je pač PR neka promocija, da mi skrbimo za olepšano podobo. Vendar primarna naloga odnosov z javnostmi in komuniciranja vsekakor ni to. Zato so ti odnosi z javnostmi toliko bolj pomembni tudi v javnem sektorju, v javni upravi, zaradi tega, ker je treba prenašati informacije do najširše javnosti za upravo. In vidim to nezaupanje pač tudi
dveh strani, no, eno je bilo tudi prej omenjeno. Mislim, da politika ne dela usluge javni upravi. Eno je ta država, kot smo rekli, ta profesionalni del in drugo ta politični del, ki je minljiv. Mislim, da v javni upravi, v državi bo vsak dober uradnik, vsak dober človek ostal, ne glede na to, katera vlada je, oziroma ne glede na to, koliko vlad se bo zamenjalo, in temu tudi mora biti tako. In tako kot je že prej Dejan tudi omenil, PR-ovci so ravno tako uradniki, karierni PR-ovci, drugo je pač ta politični PR-ovci, ki se pač menjajo skupaj z vladami. Kako se spreminja? Spreminja se predvsem v neki hitrosti. Včasih smo imeli novinarsko konferenco, je prišlo veliko novinarjev. Danes novinarji ne hodijo več na novinarske konference, ker pač jih ni več. Tudi oni so pod strašnim časovnim pritiskom. Tudi recimo primer današnje konference, ki je live streamana, in zaradi tega vsak reče, aha, bom raj z uredništvom malo pogledal, kaj se tam dogaja in bom lahko naredil iz tega en prispevek, ne bom se pa vozil v Portorožsko. Oni pač ne potrebujejo tega družbenega učinka, teh odnosov in zato delajo na tak način, poenostavijo si pač delo, poleg uporabe umetne inteligence in vseh drugih stvari. Potem so tukaj pač tudi družbeni mediji, ki so konkurenca, ki mislim, da je že prehitela medije. Recimo, vem, da mediji, da tudi novinarji mislijo, da recimo o nekih takih pomembnih temah, ne vem, neka nesreča ali kakšna katastrofa, da ljudje še vedno poiščejo verodostojno informacijo v medijih, na televiziji, javni ali karkoli. Ampak vse statistike pa kažejo, da temu ni tako, ampak da ljudje grejo vse najprej gledati na družbena omrežja stvari, ker dobijo tam neposredne informacije. In še celo statistike kažejo eno drugo zelo problematično zadevo, da ljudje zaupajo tudi nepreverjenim ali fake informacijam na družbenih omrežjih bolj kot zaupajo klasičnim tradicionalnim medijem. In to se mi pa zdi, da je problem predvsem medijev kot takih in ne toliko PR-ja, ker pač vsekakor PR želi posredovati neposredne informacije in nam so pomembne vsebine, kanale, bomo pa iskali tam, kjer bomo najdli publiko, zato ker informacija mora priti do publike, mi moramo priti do publike, ne bo občinstvo iskalo informacije o nas. Ampak, ko so zavladali družbena omrežja, ko je zavladal internet, smo vsi pričakovali, da bodo tradicionalni mediji to izkoristili, da bodo tisti, ki ne bodo več igrali na karto novice, ampak na karto analize. Ampak, zakaj se to ni zgodilo? Mislim, malo so samozaverovani vsekakor še v to, kar delajo. Mediji so imeli zgodovinsko gledano izjemno veliko moč. Če pa pogledamo statistiko danes, prej smo se pogovarjali, 18% ljudi išče informacije v tiskanih medijih. Ali je prav ta informacija? 18% Slovencev redno spremlja tisk. Med 60 in 70 pa družbena omrežja, pa v Sloveniji je še televizija vedno močnejša kot je v večini držav. Tako da televizija je to 20%. Zato smo PR-ovci šli na družbena omrežja, ne? Družbena omrežja in na ustvarjanje lastnih komunikacijskih kanalov. To so zdaj tudi podcasti postali, ki še nismo omenili, ki postajajo izjemno močno komunikacijsko orodje. Organizacije same ustvarjajo lastne medije za komunikacijo neposredno z lastnimi javnostmi. To je tudi eden od trendov. Ja, mislim, da se je to začelo predvsem tudi v te gospodarske pobude, da so začeli delati in svoje medije, tako tiskane že na začetku, kot pa seveda zdaj zelo interaktivne spletne platforme. Pač oni imajo zato občutek, da iščejo publiko tam, kjer pač publika je.
Oni iščejo, oni se želijo približati, noben ne pride njih samih poiskati. Mislim, da je to tudi ključ za javni sektor in za vse, ki želijo, da pridobijo pozornost. Počasi se nam izteka čas, jaz imam tukaj še en kup vprašanj in mi je strašno žal, da vam jih ne morem zastaviti. Bi imel mogoče kdo od vas, dragi gosti, kakšno vprašanje za naše goste? Super, hvala lepa. Sprav, moje ime je Til Rozman, prihajam pa iz Ministrstva za javno upravo, pa bi imel eno refleksijo ali pa vprašanje na to, kar ste dr. Berčič vi prej omenili, pa tudi gospa Menik Dokl, se pravi neko vprašanje zaupanja. Dr. Berčič, vi ste izpostavili to raziskavo OECD o zaupanju v javne institucije. Mogoče vam ena informacija, se pravi 10. julija je bila ta raziskava objavljena. Slovenija se, tako kot ste rekli, absolutno uvršča tukaj pod OECD povprečje, kar se zaupanja tiče. Zanimivo pa je pogledati, kakšno je pa potem zaupanje, se pravi v posamezne elemente družbe oziroma v posamezne javne institucije. In če pogledamo v bistvu skrajnosti, v koga Slovenci najbolj zaupamo in koga v najmanj. Na prvem mestu, glede na to OECD raziskavo, je sočlovek, kar se mi zdi sigurno en dober pokazatelj, opet, da je prihodnost lahko lepa. Na drugem mestu je policija. Če pa pogledamo drugo skrajnost tega kontinuuma, je pa na najnižjem mestu, na zadnjem mestu so politične stranke, na predzadnjem so pa mediji. Se pravi, drži, da se da zaupanje v državno upravo nizko, ampak v medije je pa še nižje. Tako da, zdaj recimo eno tako vprašanje, ki se zdaj meni zastavlja, pa bom vesel mogoče kakšnega vašega komentarja, je kako okrepiti zaupanje, če pa že zaupanje v mediji, nizko mediji ne bi bili pa verjetno eden izmed pomembnih elementov komuniciranja, preko katerega se lahko krepi zaupanje. A smo v nekem takem zloveščem krogu, ki je sklenjen, ali so kakšni obvodi? Hvala. Vseh slovenskih institucij je policija tista, ki že ves čas, kar jaz spremljam, najbolj resno jemlje komuniciranje. In to komuniciranje na različnih ravneh, zdaj samo na hitro povedati. Mi moramo razumeti, da ko govorimo o komuniciranju, govorimo o današnjem času, je potrebno, da razumeti, da v javni upravi, tako kot povsod, se morajo s komuniciranjem ukvarjati vsi. Se pravi, večina dela javne uprave je v resnici komuniciranje. Jaz se spomnim, da je policija pri prvi priročnik o odnosih z javnostmi za delo z državljani naredila, to je bilo v 90 letih še, jaz se ga spomnim, kjer je bilo zelo preprosto razloženo na zadnjemu policistu, razumi, ti si tukaj zaradi njih in jih moš resno vzeti. Ne mi novinarjev stran preganjati, pa bodi prijazen z njimi. Zelo take banalne zadeve so bile. Hočem reči, policija je institucija, ki zelo resno in zelo dolgo dela na tem. Zdaj v zadnjih letih izgleda, da ima težave, ampak se je spet ujela. Rezultat pri policiji je rezultat dela z vsemi policisti. To je zelo pomembno. Skratka, prvo, odnosi z javnostmi je grde dne v resnici in zavajanje. Dosti boljše bi bilo enostavno govoriti o komuniciranju. Skratka, kako to izgleda? Prvič, komunicirajo vsi. In glavnina dela javne uprave je v resnici komuniciranje. Kar pomeni, da bi bilo potrebno z vsemi v javni upravi na tem področju delati, jih usposabljati in dvigovati njihovo komunikacijsko kompetenco. Druga stvar, predstojništvo. Biti predstojnik, menedžer bi bilo paralela v gospodarstvu, ima eno glavnih vlog spet v komuniciranju. Z svojimi podrejenimi, s kolegi, z nadrejenimi, širšo javnostjo in tako naprej. Kar pomeni, predstojnikom bi bilo treba posebej pomagati dvigovati to komunikacijsko kompetenco. Tretja raven je potem vrh. Vrh je zadolžen za strateško komuniciranje
kar pomeni, da mora razvijati neko vizijo za svoj organ. Mora neko strategijo o tem. Ljudje morajo imeti neko idejo, kam se skuša priti. Četrti še več, potem smo specialisti. In na specialiste je treba gledati tako kot na posebne enote v vojski. Naša naloga je intervencija takrat, ko gre kaj narobe, oziroma da delujemo kot trenerji vseh ostalih v mirnem obdobju, da temu rečem. Mi ne moremo na mesto neke organizacije komunicirati. Ker ta organizacija v realnem življenju komunicira. Ljudje imajo odnos do policije zaradi svojih izkušenj s policijo. In če se bodo ljudje začeli počutiti nevarne v svojih mestih, bo seveda tudi to zaupanje ogroženo. Skratka, to je ta del. Del z mediji je pa resen problem. Mi v Sloveniji imamo zelo resne probleme z mediji iz preprostega razloga, ker nobena vlada ni bila pripravljena razviti neke medijske politike, jasne medijske politike. Kakšna je vloga medijev v Sloveniji? Zakaj te medije imamo? Vsi so še vedno obsedeni v teh vrtnih krogih z nekimi tradicionalnimi mediji, njihovim delovanjem, čeprav jaz temu vedno pravim, v tradicionalnih medijih si del slovenske elite dopisuje, tako rekoč. Večina ljudi tega sploh ne opazi. Tu neke afere se dogajajo, ljudje nekaj počnejo, teh 20% ljudi, ki to še spremlja, to opazi, ljudje pa živijo, pa se ukvarjajo s čisto drugimi problemi. In tukaj so medijski lastniki, seveda zaspali, čeprav po drugi strani, bodimo pošteni, medijski lastniki v Sloveniji niso zaspali, zaradi tega, ker imajo medije iz drugih interesov. Lastništvo v mediji ni povezano s komuniciranjem z širšo javnostjo, ampak je povezano z gradbenimi aneksi, z možnostjo kupovanja kakšnih velikih podjetij, z zagotavljanjem dovoljenj za opravljanje kakšne dejavnosti in tako naprej in tako naprej. Vse koliko pa imamo še lastnikov? Če pogledate, glavnino slovenskih medijev obvladujejo 4 sistemi, samo še. In pogledajte si, kaj se v teh 4 sistemih dogaja, oziroma zakaj so tisti, ki imajo te 4 sisteme v lasti, v resnici zainteresirani. Potem imamo pa še RTV, ki je v Sloveniji posebna zgodba, vredna svoje razprave. Mediji so v Sloveniji zelo čudni zagati, ampak krivda je širša družbena. Mi kot družba, če hočete, ne vemo, kaj bi radi tukaj sploh. In to bo imelo hude posledice v resnici na kulturo. Jezikovna kompetenca Slovencev se rapidno niža, zato ker naša mladina, z moji otroci vključeni, ne participirajo več v tem medijskem sistemu. Otrok, ko se rodi, dobi v roke telefon ali pa tablico in začne živeti v angleško govorečem svetu. In večina naših otrok boljše govori angleško kot slovensko. To je posebna zgodba. Hočem reči, jaz mislim, da te rezultati, kakršni so, kažejo neko relativno logično sliko, iz katerih se da marsikaj naučiti. In policija bi pravzaprav morala učiti ostale dele. Ampak ravno v tem, vztrajno delo, ki pa pri njih traja pravzaprav še iz, če hočete, iz prejšnjih časov, iz prejšnje države, ker je policija že takrat razumela, da je zaupanje javnosti in različnih deležnikov to, na čemer oni stojijo. Policija ne stoji in pade s pendrekom. Če mora pendrek uporabiti, pomeni, da je nekaj narobe naredilo. Da se nekaj kritičnega stoji. Ljudje, države brez zaupanja ni. Jaz bi dodala samo še nekaj o zaupanju. Mogoče tudi ena ideja za prenos iz gospodarstva v javno upravo. Vse blagovne znamke se borijo za zaupanje in za lojalnost blagovne znamke in zato naredijo vse, o čemer smo prej govorili. Zaupanje ni ena stvar, ki se zgradi čez noč, ampak je plaha ptica, ki zelo, zelo, zelo dolgo traja, da se zgradi in lahko čez noč izgine. In potem je povrniti si zaupanje zelo ponovno dolgotrajen proces.
Ravno zaradi tega bi se morali mogoče v javni upravi tudi zavedati, da kot pač nek gospodarski družbi, da je njihov izdelek tisto, kar je v službi državljana, ki kupuje to storitev, in mi ga moramo navdušiti za to storitev. Ne? Načeloma uprava je tako, mislim, da ima funkcijo, da zagotavlja nekako varnost in pa da zagotavlja te storitve, s katerimi pač živimo, kot je bilo zjutraj rečeno, tako rekoč od rojstva, ko se rodimo v porodnišnici, do smrti. In mi dejansko moramo tega državljana navduševati za naše storitve in moramo mu vlivati zaupanje. In to je dolgotrajen proces, ki traja pač celo življenje vsakega. Hvala lepa. In pa, se pravi, če zaključimo, dobro komuniciranje je zaupanje na dolgi rok. Pogledamo še rezultate naše mini ankete. Zakaj smo vas vprašali, kaj delajo PR-ovci? Zaradi tega, ker PR-ovci se od nekdaj soočamo s tem vprašanjem, kaj pa ti sploh delaš? Aha. Doktor Verčita, boste vi to pokomentirali? So našteta orodja komuniciranja. Ne, to je, kaj spremljajo, katere medije spremljajo, kje pridobivajo informacije naši slušatelji. Časopisi, revije, to se kar sklada, ne, z volilni. Klasika. Se pravi, se kar sklada s podatki. Še naslednje. Aha, lepo komunicirajo, tako. Marketing, PR, gradijo organizacijo, komunicirajo z mediji, komunicirajo z javnostjo, odgovarjajo novinarjem. No, vsaka čast, vi veste, kaj delamo. Na eno zadevo bi povedal. Ja. Če gledate to sliko, kako sem jaz na hitro poskeniral, vsi o komuniciranju razmišljajo, večinsko komuniciranje vidite kot broadcasting, neko oddajanje. V resnici je naloga komuniciranja najprej poslušanje. Ja, bravo. Ljudje, ki se ukvarjajo s komuniciranjem, bi morali biti predvsem tisti, ki za organizacijo ustvarjajo nek dober pogled, kaj se tam zunaj v resnici dogaja. Se pravi, s poslušanjem se začne, potem lahko gremo naprej in pridemo do tega. Poslušanje je strategija, pa broadcasting. In pogovarjanje o tem. V bistvu, idealno bi bilo komuniciranje, bi morali razumeti kot pogovarjanje. Mi se moramo z ljudmi pogovarjati. In nismo več v času, ko ljudem lahko samo mečemo informacije na glavo in pričakujemo, da jih bomo vzeli. Hvala lepa vsem, hvala lepa mojim gostom.